Pojavnost tuberkuloze se na svetovnem zemljevidu spreminja tudi zaradi vojnih razmer. K nam denimo prihajajo begunci iz Ukrajine, kjer je tuberkuloza še vedno pogosta bolezen, prav tako velik javnozdravstveni problem predstavljajo okužbe s HIV in s hepatitisom C. Zato bi vas vprašala, kaj pravzaprav to pomeni, kako to lahko vpliva na spreminjanje splošne patologije na Slovenskem, kako je treba ukrepati, da ne bi prišlo do preveč bolečih, preveč izrazitih sprememb. Epidemija tuberkuloze v svetu je v zadnjih letih ponovno, oziroma pojavljanje tuberkuloze v svetu se je v zadnjih letih ponovno povečalo, ampak to predvsem na račun pandemije COVID. In vse, kar se je do leta 2019 dobrega zgodilo v smislu ukrepov za zmanjševanje pojavljanja tuberkuloze v svetu in tudi umrljivosti zaradi tuberkuloze, se je potem s pandemijo COVID-19 ustavilo, celo v določenih primerih se je celo negativiziralo. Tako da je v bistvu trenutna situacija v svetu posledica predvsem pandemije COVID-a. Ukrajinska kriza, ne smemo pa pozabiti, da v svetu so tudi druge krize, potem je problem, ki pa se bo videl najverjetneje čez nekaj let. Ne smemo pa pozabiti, da problemi, ki vplivajo na pojavljanje tuberkuloze v svetu, so tudi energijska kriza in posledično slaba preskrba s hrano v določenih delih sveta, ki seveda vplivajo tudi na pojavljanje tuberkuloze, povečano pojavljanje tuberkuloze. Če govorimo za Slovenijo in za ukrajinsko begunsko krizo, ko se je začela invazija na Ukrajino, smo se zelo hitro odzvali, pripravili priporočila, kako ukrepati in kako spremljati te ljudi, ki prihajajo iz Ukrajine, ker vemo, da Ukrajina je država, ki ima višjo incidenco tuberkuloze kot Slovenija, ima tudi več okužb z virusom HIV in pa več okužb z virusi hepatitisa, kar dodatno poslabša zdravljenje tuberkuloze. Največji problem, ki ga pa mi vidimo pri teh ljudeh, je pa to, da je Ukrajina država, ki ima velik delež rezistentnih oblik tuberkuloze. Torej tuberkuloze, ki jo ne moremo zdraviti s klasičnimi protituberkuloznimi zdravili. In to je problem, to je izziv za zdravljenje in pa seveda tudi uspeh zdravljenja je pri teh bolnikih slabši. Zakaj je to za Slovenijo izziv? Zaradi tega, ker Slovenija je do te begunske krize bila država v Evropi, ki je imela zelo malo rezistentnih oblik tuberkuloze. Praktično te rezistentne oblike smo v zadnjih 10 letih imeli 3 primere in še to vse uvožene, torej iz tujine. No, z ukrajinsko begunsko krizo smo seveda dobili tudi bolnike s tuberkulozo in med njimi tudi bolnika, ki ima zelo rezistentno obliko tuberkuloze. To je pa tisto, na kar nekako moramo biti pripravljeni v naslednjih letih. Kaj pa o pojavnosti in obvladovanju tuberkuloze pove vpogled v nacionalni register te bolezni, ki ga vodite v sklopu Univerzitetne klinike na Golniku? Treba je poudariti, da Slovenija je že vrsto let država z nizko incidenco tuberkuloze. To pomeni, da je bolezen pri nas redka. Da smo primerljivi z ostalimi državami v Evropi, ki imajo nizko incidenco tuberkuloze. To pomeni, da obolevajo predvsem starejše osebe pri nas, da obolevajo osebe, ki imajo neko drugo kronično bolezen ali pa se zdravijo z nekimi imunosupresivnimi zdravili, in pa, da smo, tako kot ostale države z nizko incidenco, država, kjer se tuberkuloza pojavlja skoraj že v polovici pri osebah, ki so rojeni v tujini. To smo primerljivi z ostalimi državami. Imamo pa, bi vseeno rada povedala, zelo dober nadzor nad tuberkulozo, kar se kaže v tem, da imamo mi zelo malo primerov tuberkuloze v teh rizičnih skupinah prebivalstva, kot so osebe okužene z virusom HIV, kot so brezdomci, kot so intravenski uživalci drog. Recimo za primerjavo Zahodna Evropa ima problem v teh skupinah. Bi pa rada poudarila, to je pa zaradi tega, ker imamo dober nadzor nad boleznijo. Imamo še vedno, moramo si priznati, dobro javno zdravstvo, ker to je odraz tega.
in pa seveda z dobro sodelovanje z ostalimi specialnostmi, recimo z infektologi v primeru oseb okuženih z virusom HIV. V sklopu nacionalnega programa je normalno, da vsaka oseba, ki je okužena z virusom HIV, se seveda tudi testira na latentno okužbo, ne? In potem seveda, če ima latentno okužbo, dobi preventivno zdravljenje. To je eden od najpomembnejših ukrepov, ki jih priporoča Svetovna zdravstvena organizacija za države z nizko incidenco tuberkuloze. Od leta 2000 Slovenija gleda vse osebe, ki so bile v kontaktu s bolniki s tuberkulozo pljuč in seveda jim potem preverja, če so se okužili in ponudi preventivno zdravljenje. Tu smo tudi eni redkih, ki to delamo dosledno in ki delamo to in to tudi zato tudi vodimo register za latentno tuberkulozno okužbo. Ker pa je pojavnost oziroma incidenca tuberkuloze pri nas nizka, ker obstaja bodisi v latentni, bodisi v aktivni obliki in je pravzaprav nasplošno med prebivalstvom ne poznamo dosti, bi bilo morda vendarle dobro povedati, kateri so tisti ključni znaki in simptomi, po katerih je mogoče prepoznati to okužbo oziroma zaznati dogajanje, ob katerem bi veljalo stopiti do zdravnika in opraviti preiskave. Ja, strinjam se z vami. V državi, kjer je neka nalezljiva bolezen redka, se lahko seveda pozabi na to bolezen in problem je, da se diagnoza postavi kasneje, ne? In se potem tudi zdravljenje začne kasneje in je seveda tudi uspeh zdravljenja lahko slabši. Zato je v državah, kjer je nizka incidenca tuberkuloze, zelo pomembno, da stalno, ne, da delamo zelo veliko na preventivi in pa promociji, ne. Predvsem je treba osveščati prebivalstvo in tudi zdravstvene delavce, kaj so tipični simptomi tuberkuloze. Bolniki ima pljučno tuberkulozo in ti bolniki so lahko kužni, ima ponavadi simptome oziroma znake, ki trajajo več tednov. To so pa dolgotrajen kašelj, izkašljevanje, lahko tudi krvavo izkašljevanje, težje dihanje, potem imajo slabši apetit, izgubljajo na telesni teži, lahko imajo povišano telesno temperaturo in pa nočno znojenje se pri njih pojavlja, ne. To so tipični znaki in če jih ima bolnik te znake, je seveda absolutno potrebno, da se pomisli tudi na tuberkulozo. Ob tem, seveda, če še ima neke dodatne dejavnike tveganja, ne? To pomeni, da je recimo se že v preteklosti zdravil zaradi tuberkuloze ali da je bil v stiku z nekom, ki je imel tuberkulozo ali da prihaja iz države, kjer je tuberkuloze več ali da je iz neke rizične skupine prebivalstva, ne? V teh primerih je seveda absolutno potrebno tudi izključiti tuberkulozo. To pomeni opraviti rentgenogram prsnih organov, če so na rentgenu kakršnekoli spremembe, ki bi lahko govorile za tuberkulozo, je potrebna potem nadaljnja diagnostika. Morda še o tem, kako se odvija zdravljenje, kako blizu oziroma daleč je Slovenija, za katero sicer vemo, da je za zdravljenje obolelih dobro poskrbljeno, kako blizu oziroma daleč smo od uvedbe novih režimov zdravljenja tuberkuloze? Mi smo že uvedli nov režim zdravljenja, ne? Leta 2021 smo imeli primer multirezistentne oblike tuberkuloze in takrat smo lahko začeli z novim režimom zdravljenja, za katere je značilno, da so krajši in da so v obliki tablet, ne? Pred temi novimi režimi se je zdravila multirezistentna oblika več, lahko tudi 2-3 leta in pa problem je bil v tem, da so bila večina izmed zdravil ali pa vsaj polovica v obliki parenteralnih aplikacij, ne. Leta 2021 smo imeli prvi primer MDR-a in smo začeli zdraviti z novejšim, torej novim zdravilom bedakilinom ob seveda drugih zdravilih, kar seveda smo zadovoljni, to obliko tuberkuloze pri tem bolniku smo uspešno pozdravili. Sicer je pa zdravljenje, torej senzitivne oblike tuberkuloze, torej tuberkuloze, ki je občutljiva na klasična protituberkulozna zdravila, več mesecev, uporabljamo kombinacijo večjih zdravil hkrati. Zdravljenje ni nikoli krajše kot 6 mesecev, v določenih primerih se pa seveda zdravljenje podaljša, kadar gre za tuberkulozo kosti, tuberkulozo centralnega živčnega sistema ali pa kadar se pojavi rezistenca na eno od teh zdravil, torej neodpornost. In pa seveda tudi, če bolnik katerega od teh zdravil, ki jih dajemo v začetnem režimu, ne prenaša, takrat je pa zdravljenje podaljšano. Morda še toliko v kontekstu mednarodnega simpozija ob svetovnem dnevu tuberkuloze. Kateri so tisti
ključni strokovni, znanstveni, raziskovalni izzivi na tem področju, za katere bi si želeli, da bi čim prej zagotovili odgovore in strokovne klinične rešitve? Ali smo tu že tako daleč, da tega pravzaprav ni treba iskati? Absolutno je treba. Predvsem ostajamo na starih. To pomeni zgodnjo odkrivanje bolezni, čim prej začeti zdravljenje, seveda s pravilno kombinacijo zdravil, opraviti vse teste, tudi diagnostika pomembna, vse teste, da se vidi, ali je ta bakterija občutljiva na zdravila, ki jih predvidimo dati v shemo zdravljenja. Potem naslednje, kar je pomembno, bolnika, ko mu uvedemo terapijo, moramo spremljati, ker zdravljenje je zahtevno, je dolgotrajno, pojavljajo se lahko stranski učinki tega zdravljenja in pa tudi interakcije teh zdravil z drugimi zdravili. Potem je po zaključenem zdravljenju pomembna evalvacija, torej oceniti uspešnost zdravljenja. Med zdravljenjem je treba povedati, da ni dovolj samo zdravljenje, pomembno je zdrav način življenja, odstraniti dejavnike tveganja, če se dajo, ki so pripeljali do tuberkuloze. In pa ne nazadnje, kaj lahko naredimo več, kot smo do zdaj, v bistvu finančna podpora vsem programom, ki so vključeni v to TB-End strategijo, ki jo predlaga Svetovna zdravstvena organizacija, da bomo dosegli cilje. To so pa zmanjšali pojavljanje tuberkuloze, zmanjšali umrljivost zaradi tuberkuloze in pa zmanjšali učinek na družine posameznika, ki trpijo zaradi tuberkuloze. To pomeni, da je treba finančna podpora tem ukrepom in pa seveda vlaganje v raziskave na področju diagnostike, na področju potem zdravil in tega.